Spoštovana gospa predsednica republike, dr. Nataša Pirc Musar, drage podjetnice in dragi podjetniki, spoštovani gosti današnjega praznika podjetništva. Lepo vas pozdravljam na posestvu, ki je bilo v 18. stoletju v lasti družine barona Žiga Zoisa. Baron Žiga Zois je bil v tistem času nosilec razsvetljenskega kroga, ki so razsvetljenske ideje po temačnem in dogmatskem srednjem veku širili tudi po našem prostoru. Razsvetljenstvo in razsvetljenske ideje so v tistem času prebivalstvu vlivale in prinašale upanje. In upam, da nam bo tudi danes z našo predstavitvijo programa Uspešna Slovenija nekako vliti ali pa povrniti upanje vsem vam, našim članicam in članom, še bolj pomembno pa širši naši skupnosti, naših državljanov, ki lepo živimo v naši prelepi Sloveniji. Žive naj vsi narodi, ki hrepenje dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ta 7. kitica Zdravljice je bila določena kot naša himna v začetku procesov demokratizacije naše družbe v prejšnji družbeni ureditvi leta 1889. Kar precej časa je od takrat priteklo, več kot 35 let. Takrat smo sanjali v naših največjih sanjah in jih tudi dosanjali v lastni državi. Po več stoletjih življenja pod tujimi oblastniki smo v času največje globalizacije uspeli razviti tretji in tudi najpomembnejši steber narodne identitete. Dobili smo državo in to smo naredili na stičišču 3 največjih etničnih skupin globalno. Germanske, ki sega na sever do Nordkapa, romanske, če hočete, po kolonizaciji, ki sega do južnih meja Južne Amerike, in seveda nas kot pripadnikov Slovanov, ki se širimo do vzhodnih meja današnje Rusije. Glede na to, da smo kot majhen narod ne samo preživeli, ampak razvili državo, obdani s 3 največjimi etničnimi skupinami na svetu, dokazuje, in to jaz verjamem, da smo dejansko en najuspešnejših narodov na svetu in da imamo tak potencial, za katerega uresničenje potrebujemo le nazaj neko zelo primerno okolje. 7. kitica naše sedanje kitice je bila pod prejšnjimi oblastniki leta 1844 prepovedana s cenzuro. Danes to kitico pojemo praktično dnevno in smo tudi ob petju te kitice zelo čustveni. Ne uspevamo pa ponotranjiti sporočila te kitice v našem vsakdanjem življenju kot vrednoto v domovini. Govoriti o svobodi, o miru, o slogi, o sožitju, ne le med narodi, ampak znotraj našega naroda. To je danes aktualno vprašanje. Še posebej, ker se v zadnjem času ne samo Evropa, ampak cel svet nahaja v zelo tveganih okoliščinah, ko nekateri ali pa celo prenekateri želijo tudi silo vojaško ali finančno uničiti multilateralizem. V takšnih okoliščinah, kot se je v zgodovini že velikokrat zgodilo, smo lahko usodno izpostavljeni zlasti majhni narodi, še posebej, če smo znotraj naroda razdeljeni oziroma razcepljeni na 2 pola in imamo razvite odpornosti za tvegane situacije, ki, kot vemo, jih naslavlja že Evropska komisija, pa številne bogatejše in močnejše države, kot je Republika Slovenija. Demokracija je izmed vseh družbenih ureditev lahko najuspešnejša le v pogoju,
da si različno svetovno nazorsko opredeljeni državljani in seveda politične stranke svoje različne poglede argumentirano izmenjujejo in o njih razpravljajo v okviru etičnih norm in tako iščejo najboljše rešitve z najboljšimi strokovnjaki za narod in s tem za državo. Vsi levi in vsi desni in tudi tisti, ki jih je kar precej, ki so apolitični, smo pripadniki istega naroda in državljani iste države. Po skoraj 35 letih demokratično izkazane enotnosti je prišel čas, da ponotranimo besedilo naše himne in z dejanji dokažemo, da lahko tudi danes razumemo in ponotranjamo vrednote in demokracijo. Zelo ponosno vas nagovarjam s te govornice na festivalu podjetništva, 4. po vrsti. Pred letom in pol sem z veliko odgovornostjo dobil nalogo našega predsednika Joce Pečečnika, da v imenu Kluba slovenskih podjetnikov, ki združuje že več kot 500 najuspešnejših podjetnic in podjetnikov, pa še 200 članov SBC Mladi, pripravimo program Uspešna Slovenija. Program, ki naj bi v ospredje in ki v ospredje postavlja vrednote našega naroda, ne zgolj podjetništva, ampak celotne družbe. Več kot leto in pol dela analizirali smo vsa področja naše države in naše družbe, iskali rešitve, ki v tujini preverjeno delujejo in jih prilagajali našim zmožnostim. Več kot 220 strani gradiva, na podlagi katerega lahko argumentirano utemeljujemo naše predloge. Več kot 50 naših članov in zunanjih strokovnjakov z različnih področjih, ki so sodelovali in delali v tem projektu, dajemo danes prvič v zelo grobi in zlasti filozofski obliki v razpravo dokument, za katerega upamo, da bo kost, ki jo bodo vsi glodali in nam dali možnost, da z argumenti, ki jih imamo v gradivih, prepričujemo tudi tiste, ki so že vnaprej prepričani. Vrednote Kluba slovenskih podjetnikov so svoboda, odgovornost, dobronamernost, verodostojnost, poštenost, zaupanje in iskrenost. In naš cilj je, kot je že povedal predsednik, da Slovenija postane država, kjer bo lahko vsakdo uresničil vse svoje potenciale in v kateri bo poskrbljeno za vse tiste hendikepirane, ki nimajo niti potencialov ali pa jih imajo, pa jih ne morejo manifestirati. Delati, ustvarjati, rasti in se razvijati. Le tako se bo Slovenija razvijala in postala odporna na tveganja, kot so naravne katastrofe, zaradi klimatskih sprememb, pandemije in bog ne daj vojne. Odgovore smo našli v 5 stebrih, v katerih bomo gradili kot družba. Osnovna celica družbe je družina, ki jo vidite na vrhu, ki moramo zagotoviti ustrezno ekonomsko podstat kot dejavnik avtonomije in svobode. Brez ekonomske podstati ni svobode, niti ni demokracije. In seveda je naš končni cilj, ko bi nekako pripeljali našo družbo ali pa državo v javnofinančno okolje, ki bo omogočalo davčno ali pa prispevno razbremenitev, da zagotovimo našim državljanom in državljankom čim več neto denarja v njihovi žepi, kajti prepričani smo, da bodo vsak evro v žepu sposobni bolje oplemenititi, kot to delajo politike v zadnjih 35 letih. Tako je v središču programa Uspešna Slovenija državljan, od rojstva do pozne starosti, ki ga naslavljamo preko različnih usmeritev in 5 vsebinskih stebrov. Spodaj so stebri, ki seveda morajo biti vedno pod izključno pristojnostjo države in morajo skrbeti za našo varnost in pravičnost, notranjo varnost, zunanjo varnost in pravičnost. Bolj kot se pomikamo proti vrhu, seveda bolj pridejo do izraza priprta vrata za vstop
podjetniške pobude na vseh področjih. In naš končni cilj je, da pridemo do tega, da bo država predajala izvajanje tudi določenih pomembnih dejavnosti v podjetniške roke, ne pa ustanavljala raznih agencij, javnih zavodov, da ne govorim naprej kakšnih pravnih subjektov, ki se niso izkazali, da je oblika dela, kjer bi lahko država kot lastnik zagotavljala najvišjo možno produktivnost in kakovost dela. Naš prvi steber smo imenovali država in državna administracija in se spraševali, kdo sploh vodi in upravlja našo državo. Ali v resnici vodijo demokratično izvoljene vlade, ali je vmes kdo drug, ki ga ne znamo identificirati. V spominu imam vedno knjigo starega partijskega funkcionarja Gillasa, Nevidni razred, in prepričan sem, da prav ta nevidni razred, ki je globoko zasidran v birokratskem aparatu naše družbe, v veliki meri odgovarja za to, da kakšnih prebojev na ključnih področjih ne uspemo narediti. Kakšno odgovornost v resnici nosijo potem demokratično izvoljeni politiki ali sploh kakšno? In iz anket javnega mnenja, ki jih izvaja za nas naša članica Janja Božič-Marl, smo ugotovili, da presenetljivo je zaupanje prebivalstva v našo državo bistveno manjše, kot je zaupanje v podjetništvo, in da mogoče še podjetniki najmanj verjamemo v podjetništvo, da splošna populacija verjame in zaupa podjetništvu bistveno bolj kot mi sami. To vam sporočam zaradi tega, ker je res impresiven pogled na polno dvorano in že to kaže, da smo na poti, da bomo tudi podjetniki lahko bolj zaupali sami sebi in bomo mogoče še glasnejši, kot smo bili v preteklosti. Čeprav prvi cilj tega našega dela je, da je treba ljudem potrebno vrniti zaupanje v državo. Da povrnimo zaupanje v državo, verjetno spremeniti volilni sistem, da bodo res prišli v parlament zlasti tisti, ki bodo tja prišli zaradi bolj neposredno izražene volje volilca, kot je zdaj v nekem mešanem sistemu. Da sigurno predlagamo večjo regionalizacijo države, pa ne samo geografsko, ampak popravno. Prav zadnje izkušnje, tragične izkušnje ob uboju v Novem mestu so pokazale, kako dobro poznajo lokalne skupnosti preko županov lokalne problematike, ne samo glede neljubih dogodkov, ampak tudi razvojne izzive znajo bistveno bolje pripraviti kot tisti v Ljubljani. Tako da ena ključnih nalog ali pa ciljev, ki smo si ga zadali v tem programu, da je centre moči potrebno v veliki meri prenesti v regije, ki najbolje vejo, so bolj prilagodljivi in tudi najlažje ukrepajo, ker so na samem licu mesta. Drugi tak nujni ukrep je popolna digitalizacija javne uprave. Mi vemo, da če želiš kredit, ga lahko dobiš odobrenega, kar precej zneski skoraj preko telefona. Upravni postopki v okviru javne uprave pa trajajo mesece in mesece, so uporabniku neprijazni in so tudi en od pomembnih dejavnikov tveganja, da je razvoj bistveno počasnejši v naši državi, kot bi lahko bil. In zadnji ukrep, prepričani smo, da v ustavi poleg fiskalnega pravila potrebujemo še neko drugo javno finančno sidro, ki bo zlasti ob gospodarski rasti zagotovil, da javna poraba ne bo vzporedno ali pa še hitreje rasla in da bomo v nekem srednjeročnem obdobju prišli do javnofinančne situacije, ki bo dejansko dopuščala pravo davčno ali pa prispevčno reformo, katere seveda mi kot delodajalci pa predstavniki gospodarstva tudi ne verjamemo, da je ta hip kakšna bistvena možna glede na vse, kar se v naših javnih financah je dogajalo in kar imamo danes. Drugi vsebinski steber je energetika in okolje, ki jo vodi naš podpredsednik Igor Akrapovič. V tem stebru sporočamo, da če želimo preživeti in še posebej, če se želimo razvijati, tako podjetniki kot vsak posameznik, moramo postati energetsko in prehransko neodvisni. In do danes nam nobena politika
ne subjekti civilne družbe v obliki nevladnikov, niti okoljevarstveniki niso pokazali izračuna, koliko bodo ali pa koliko bi njihove rešitve stale. V naši skupini je kot zadnji ekspert s svojimi sodelavci sodeloval profesor Jože Podamjan, ki je brez kančka dvoma predlagal rešitev glede energetske neodvisnosti za našo državo, ki se glasi, da nam lahko državljanom in podjetnikom nizke položnice in stabilnost dobave po dostopnih cenah zagotovi le kombinacija obnovljivih virov in izgradnja nove jedrske elektrarne. Najslabše bi bilo, če se ne zgodi nič. In to bo tudi najdražja varianta. Številke so povsem jasne in neizprostne. Bomo zmogli ali nas bo tudi na tem področju prehitela naša soseda Hrvaška. Glede na izkušnje z velikimi državnimi investicijami pri projektu izgradnje nove jedrske elektrarne predlagamo, da ne bom bolj strog in rekel zahtevamo za izvedbo tega projekta nove nuklearke javno-osebno partnerstvo iz dveh razlogov. Da bo hitreje zgrajena in da bodo čim manj pokradli. Tretji steber je šolstvo. Kakšnega človeka si želimo v 21. stoletju? A je današnja šola, današnje izobraževanje takšno, ki naše potomce pripravi na svet, ki jih čaka? Jih nauči poskrbeti zase, jim priuči sočutje do sočloveka, jih navduši za ustvarjalnost, jim privzgoji potrebo po novem znanju in jih nauči to znanje poiskati. Končno smo v osnovni šoli kot zadnji v Evropski uniji dobili predmet informatike in digitalne tehnologije, a bo obvezno šele čez 3 leta. Kaj bo čez 3 leta, si verjetno niti ne znamo predstavljati, če ne bomo vzporedno razvijali izobraževanja. O prepočasnem odzivanju na potrebe pri zaposlovalcih si zatiskamo oči. Ključni problem, ki ga naslavljamo, je, ali šola sploh še pripada učiteljem, ali se v večji meri v ta proces njim kot ekspertom vtikajo vsi ostali nepooblaščeni in neizobraženi. Učitelji vse manj, manjka jih več tisoč, verjetno tudi zaradi tega, ker ne vidijo, da bodo lahko vse svoje potenciale izkoristili v tej državi kot javni uslužbenci v procesu izobraževanja. Povprečna starost učiteljev v osnovnih šolah je 45 let, v srednjih že 50 let. In mladi se za poklic učitelja ne odločajo več. Njih seveda ne bomo mogli uvaziti iz Filipinov in Nepala, verjetno se s tem strinjate. V priporočilih smo pripravili 4 nujne točke. Šolo vrniti učiteljem je na prvem mestu in jim zaupati in jim pripraviti pogoje, da bodo res v največji meri avtonomno realizirali svoje potenciale. V izobraževalni sistem je potrebno vrtiti vrednote in ustvarjalnost. Zagotavljati mora kadre, ki jih naša družba potrebuje na vseh področjih družbenih, še posebej pa gospodarskih dejavnosti. In mlade potrebno spodbujati, da čim prej vstopijo na trg dela. 4. steber je zdravstvo, ki sem ga vodil jaz ob ekspertizi profesor Dušenovič Bonča iz Ekonomske fakultete. In seveda smatramo, da le zdrav človek lahko uresniči vse svoje potenciale. Drugače pa treba za njega poskrbeti po principu popolne solidarnosti. Nerazumljivo mi je dejstvo, da imamo sistem javnega obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja, pa moramo z dobrodelnimi akcijami zbirati sredstva za zdravljenje tistih nekaj redkih bolezni, nekaj posameznikom, da jim omogočamo življenje. Zame to ni prava solidarnost, niti pravičnost. Jasno je, da tudi propadajoči zdravstveni sistem ne more zdraviti ljudi. Jaz kot zdravnik to najbolj vem in vem, kakšni so naši potenciali in sam dobro vem, da smo daleč od tega, da bi jih lahko izkoristili in da so vse čakalne dobe v resnici brez razloga. O bogatih javnih finančnih sredstvih, ki jih zbiramo z bogatimi prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če vaš oče potrebuje kardiološki pregled, dobi napotnico zelo hitro, pa čaka več kot 100 dni. Nevrološki 140 dni.
Tudi otroci imajo čakalne dobe. In kaj na koncu? Boste segli v denarnico in omogočili očetu ali otroku najhitrejši in najbolj kakovosten pregled? Seveda boste, ampak to je praktično edina privatizacija javnega zdravstva v Republiki Sloveniji, do katere prihaja zaradi sile. Ko mora zavarovana oseba, ki redno plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, zdravstveno storitev plačati iz svojega žepa ali pa biti privatno zavarovan, da jo sploh dobi. Zato menimo, da je potrebno pravilno definirati, kaj določa javno zdravstvo. In zanesljivo zdravstvo v državni lasti ni enako javno zdravstvo. Kot podjetniki nikakor ne moremo mimo upravljanja in vodenja državnega dela javnega zdravstva, kjer je od 27 javnih bolnišnic lani 15 poslovalo z izgubo in je za zadnja leta kumulativno ta minus že 231 milijonov evrov. Če zraven prištejemo še dolgove od dobaviteljev, smo blizu pol milijarde. Kaj bi vi naredili z vašim finančnim direktorjem ali pa z vašim direktorjem kot lastnik podjetja, če bi se to leta in leta ponavljalo? Ugotovili smo, da zavod zagotovo ni oblika izvajanja javne zdravstvene službe tudi v državni lasti, ki bi zagotavljala menedžerjem osnovne principe korporativnega upravljanja in dala na razpolago snežna menedžerska orodja, da bi skrbeli za produktivnost in kakovost in v okviru relativno velikih javnih sredstev dejansko zavarovanim osebam dostavljali dostopnost do javnega zdravstva. Najbolj ilustrativen pa je podatek, da iz iste denarnice težke 6 milijard plačamo več kot 700 milijonov letov že za absentizem samo nad 30 dni. Da ne govorim o tistem do 30 dni, ki je večeroma na plečih podjetnikov. Poleg tega neposrednega vpliva, kakšni so šele posredni vplivi na naše gospodarstvo, boste lahko zelo dobro razbrali iz našega obsežnega gradiva, ki smo ga na to temo pripravili. In na koncu smo pri zadnjem 5. stebru, gospodarsko okolje in podjetništvo, ki nam je seveda najbližje in najbolj natančno vemo, kaj pričakujemo. In zagotovo vemo, da gospodarstvo pričakuje večletno obdobje nespremenjena davkov in prispevkov, torej davčno predvidljivo okolje. Ugotovili smo iz številnih analiz in podatkov, da seveda glede davkov smo kar primerljivi z jedrnimi državami v Evropi, da izstopamo v socialnih prispevkih. Ugotovili smo tudi, da zaradi majhnosti našega naroda, o katerem je že govoril naš predsednik, jaz smatram pa, da ta majhnost je privilegij v današnjem času, ne pa hendikep. Seveda je logično pričakovati, da si kakšne velike racionalizacije pri prevečenosti zdaj ne moramo privoščiti. Lahko pa pričakujemo, glede na to, da ta sredstva niso majhna, da zato v resnici dobimo najboljši možen javni servis od rojstva, nam rekel do smrti, ampak do pozne starosti, ki ga pa seveda nimamo niti na področju, če želite, javne uprave, nimamo ga niti na področju zdravstva, niti na področju vstopanja v domove upokojencev. Dolgotrajno oskrbo smo poslušali, bo že v naslednjem letu imela kar velik izpad, velik minus. To se pravi, mi za razliko od vseh drugih gospodarskih ali pa če hočete delodajalskih organizacij smo ocenili, da bi potrebovali kar nekaj let temeljitih ukrepov pri vodenju naše države, da bi pripeljali do okoliščin, ko bi si lahko ne na škodo naših sodržavljanov privoščili res kakšno korenito davčno in prispevčno reformo. Nažalost nam je nerazumljivo, da kljub temu, da bi imel naš predlog o novem principu stimulacije naših zaposlenih, kjer bi jih lahko nagrajevali s davčno in prispevčno ugodnejšim načinom, da bi jim izplačevali dobiček, kadar ga pač dobimo, na isti način, kot si ga izplačujemo lastniki. Tudi to pri tej politiki ni šlo, pa nima nobenih negativnih javnofinančnih posledic na proračun, pa velike
učinke na konkurenčnost našega gospodarstva, zlasti pri pridobivanju najbolj vrhunsko usposobljenih kadrov, ne samo na področju proizvodnje, ampak če želite tudi na področju zdravstva. In seveda, če smo uvodoma rekli, da smo začeli pripravljati program Uspešna Slovenija zaradi tega, da bi politiki, predvsem pa naši javnosti prikazali, kako bi mi vodili državo, če bi jo vodili kot podjetje, smo napisali program Uspešna Slovenija. Po teh principih bi mi vodili državo, če bi ga vodili kot podjetje. In to nameravamo delati okoli teh 5 naših stebrov, na podlagi česa bomo začeli spreminjati stvari na bolje. Od politike to zahtevamo. Zato bomo pred volitvami politike spraševali, kaj nam ponujajo, kaj so pripravili. Kazali in predstavili bomo naše rešitve, od njih pa pričakujemo, da se bodo do njih opredeljevali. Po volitvah jih bomo držali za besedo in jih soočali z dejanji, ki ne bodo sledila njihovim predvolilnim obljubam. Ko smo pripravili ta program po principu, da bi vodili državo kot podjetje, smo velikokrat slišali, da država ni podjetje in da je ni mogoče tako upravljati. Pa je res tako. Kakšna bi bila prihodnost vašega podjetja, če bi vedeli, da ne bo leta, ko ne boste končali v minusu? Če bi bilo vsako leto več ljudi odsotnih z dela zaradi bolniških, če ne bi imeli na razpolago delovne sile, če ne bi mogli ustvarjati, ker ne bi bilo iz česa in s kom ustvarjati. Kje so naše sanje? Kje so naše vrednote? Kje so naši cilji? Podjetniki vse to imamo. Vsak od nas ve, kaj smo sanjali, kakšne vrednote nas ženejo do ciljev, ki smo si jih zastavili. Država se lahko vodi kot podjetje. Mi iščemo najboljše kadre in jih tudi želimo še bolje nagrajevati za njihovo delo. Imamo znanje, imamo strast in predvsem imamo odgovornost do vseh zaposlenih in kupcev, do družbe in države. Verjamemo, da lahko Slovenijo peljemo na poti uspeha in iz nje ustvarimo prostor, kjer bo vsak lahko našel svoj prostor za ustvarjanje in uspeh in rast. Z novim družbenim odgovorom, ki ga po 35 letih, ko smo dobili našo državo, nujno potrebujemo, naredimo uspešno Slovenijo. Hvala.